Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na slovesnosti v počastitev obletnice akcije Sever. Pred več kot 30 leti, leta 1989, so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti. Akcija Sever je bila organizirana z veliko učinkovitostjo in je zaščitila celotno ozemlje Slovenije. V njej je sodelovala vsa slovenska milica in drugi organi za notranje zadeve. Njeno vodstvo je več mesecev pripravljalo ukrepe in usposabljalo udeležence, kar je zagotavljalo učinkovito obrambo. Miting resnice je bil zaradi odločnosti takratnega vodstva in enotnega odziva Slovencev odpovedan. Slovenija pa je dosegla pomembno zmago na poti vzpostavljanja lastne suverenosti. Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, je v predsedniško palačo povabil predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Časa, predsednice in predsednike vseh policijskih veteranskih društev, ki sestavljajo Zvezo policijskih veteranskih društev Sever ter vodstvo zveze. Vse goste ob tej priložnosti posebej lepo pozdravljamo. K slavnostnemu nagovoru vabim dr. Tomaža Časa, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Izvolite. Spoštovani policijske, vojne veteranke in veterani, ob našem spominskem dnevu, ki ga praznujemo 1. decembra, ko je slovenska milica skupaj z drugimi delavci organov za notranje zadeve leta 1989 preprečila miting resnice v uspešni akciji Sever, se vam v imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever in v svojem imenu zahvaljujem za opravljeno delo pred 32 leti in vam čestitam ob našem skupnem prazniku. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, iskreno se vam zahvaljujem za sprejem, ki ste ga pripravili za vodstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever in s tem kot najvišji predstavnik države potrdili pomen in vlogo akcije Sever, s katero smo preprečili miting resnice, katerega namen je bil zaustaviti začete demokratične procese v Sloveniji in vzpostaviti izredne razmere. Kako pomembna je bila akcija Sever, je ob njeni 20. obletnici rekel oče slovenskega naroda, takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Janez Stanovnik, in sicer, citiram, jaz mislim, da ni bila akcija Sever za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša narodno-osvobodilna borba in nič manj pomembna, kot je bila vojna za Slovenijo. Konec citata. Sam pa sem letos izdal knjigo, ker sem akcijo Sever opisal iz vseh zornih kotov. Zato o akciji Sever ob tej priložnosti ne bom govoril. Je pa danes na srečanju pri vas tudi priložnost, da se oglasimo, vendar ne zato, ker bi v Združenju Sever verjeli, da imamo kot policijski vojni veterani večjo moralno pravico kot drugi, temveč se oglašamo kot družbeno odgovorni sleherniki, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z državo in s policijo, ki smo jo soustvarjali in konec 80. in začetku 90. let bistveno prispevali, da bi danes živeli v samostojni, demokratični, neodvisni in suvereni Republiki Sloveniji. Oglašamo se in oglašali se bomo, ker smo v listino vrednot leta 2017 zapisali, da temelji na vrednotah, ki so bile aktivnim in rezervnim pripadnikom organov za notranje zadeve Republike Slovenije
vodilo njihovega delovanja pri zaščiti demokratičnih procesov v času osamosvajanja Slovenije, v akciji Sever in v vojni za Slovenijo. Borili smo se za vzpostavitev Slovenije kot samostojne, demokratično urejene države, ki bo temeljila na pravni državi ter spoštovanju človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin in ki bi vsem omogočila, da odločajo o socialnih, kulturnih, okoljskih, ekonomskih, varnostnih in drugih vitalnih vprašanjih delovanja in razvoja slovenske družbe, slovenske države. Oglašamo se, ker imamo jasen zgodovinski spomin na čase pred osamosvojitvijo, med osamosvojitvijo in po osamosvojitvi, na dogodke, obljube in tedanjo vero v pravično in socialno državo in ker vemo, da sta konformizem in apatija največja nevarnost za družbo, ki prav zaradi tega zlahka postane plen delitev in političnih ekstremizmov vseh vrst. In danes ugotavljamo, da obstoječa oblast zavestno krši človekove pravice in njihove temeljne svoboščine, da aktualna vlada odloča z odloki, namesto da bi državni zbor sprejemal zakone, da se nedopustno posega v medije in imenovanje evropskih tožilcev ter ne upošteva odločitev sodišč in da se izvaja kadrovski cunami tudi v policiji in se še bo, glede na spremembe in dopolnitve policijske zakonodaje. Spoštovani policijske vojne veteranke in veterani, mi smo se 23.11.2021 pred tednom dni oglasili z filmom Zbujeni v sanje. Film je bil ustvarjen, da presliši vse politične in osebnostne interpretacije vedno istih govorcev o slovenski vojni in osamosvojitvi, ter že v osnovi zanemarili boj za zasluge. Bil je ustvarjen z globokim spoštovanjem do vseh in vsakogar, ki se je boril za samostojno in neodvisno Slovenijo. Film je bil namenjen predvsem za nove generacije, ki o vojni ne vedo nič, še manj pa, kako so bile v vojni razporejene vloge posameznih akterjev. Ustvarjen je bil, da v javnosti zbudi zanimanje, jo osupne s krvavo iskrenostjo, da zbudi spoštovanje do žrtev in slehernika, ki se je boril v tej vojni. In to nam je po odzivu javnosti več kot uspelo. Zato ste vsi, prav vsi zajeti v tem filmu, tudi če se vas eksplicitno ne omenja in vidi. Mnogi pa boste še vidni v celovečernem igrano-dokumentarnem filmu, ki ga že ustvarjamo in v katerem bomo lahko povedali več vaših zgodb, ki so vse enako pomembne in ključne za našo zmago in zgodovino. Spoštovani, sporočam vam, da bomo v spominskem dnevu policijskih vojnih veteranov v parku spomina Tacen položili ikebani padlim miličnikom v vojni za samostojno Slovenijo in policistom, ki so izgubili življenje pri upravljanju uradnih nalog. To bomo storili danes ob 13. uri in zato, ker nas letos ob 1. novembru vodstvo Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave ni povabili skupnemu polaganju vencev, kot je bila praksa do sedaj vsako leto. Rekel bi, zato je o tem potreben resen razmislek. Hkrati pa je o tem izkazan odnos do policijskih vojnih veteranov in Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Ob dnevu spomina na 1. december leta 1989 želim vse dobro policijskim vojnim veterankam in veteranom, drugim članom Združenja Sever ter aktivnim policistkam in policistom, ki ste v službi državljank in državljanov Slovenije, ki ima po ustavi oblast v Republiki Sloveniji. Zato naj bo pri vašem in našem delu vodilo zakonitost, odgovornost, profesionalnost, strokovnost in neodvisnost od strankarskih politik.
Naj čim prej zaživi demokratična, socialna in pravna država, za katero smo se odločili in tudi borili. Ostanimo zdravi, gospod predsednik, še enkrat hvala za vaš sprejem, prisotnim pa hvala za pozornost.